Ko so se partizani prvič pojavili na Blokah in Vidovski planoti, je prebivalstvo z navdušenjem podprlo, vendar je to navdušenje hitro minilo. Poleti leta 1941 so se partizani pojavili na kmetiji Jožeta Barage v vasi Zavrh, avgusta v Novi vasi in septembra v Ravniku. Tako je oktobra istega leta nastal krimski polbataljon, ki je štel 150 mož. Po pričevanju Franje Žnidaršič je slišala, kako so se med seboj pogovarjala brata Slavko in France v hlevu. En brat je rekel: nekaj ti moram povedati, morali bomo tudi pobijati. Na kar je drug brat vprašal: ja, koga? In je dobil odgovor: farje, župane in tiste, ki nas ne bodo sprejeli. In tako se je pobijanje kmalu začelo. Partizani so začeli hoditi po vaseh po noči in ustavljali so se tam, kjer je gorela luč, ter se imeli za slovensko vojsko in osvoboditelje Slovencev. Domačini pa so se jih zaradi nočnih obiskov začeli bati in so jim iz strahu dajali, kar so zahtevali. Po napadu na Bezuljak 20. oktobra 1941 so Italijani izsledili partizane, ubili 6, enega zajeli, požgali vas Osredek, peljali 12 domačinov v ljubljanske zapore. A kmalu zatem, kot na primer po dogodku februarja 1942, ko so Italijani presenetili partizane na Kožleku in požgali več domačij, sta se začela oblikovati dva tabora, podporniki Osvobodilne fronte in tisti, ki so zaradi varnosti nasprotovali izzivanju okupatorja. Domačin iz Begun, Boris Kralj, se tega časa spominja tako: to je bil čas, ko so se ljudje začeli bati drug drugega, ko se sosedje niso več obiskovali, ko se počasi še pozdravljali niso in so svojo skrb, svojo bolečino nosili v najbolj skritih kotičkih svojega srca in duše. Po spopadu na Ravniku 25. marca 1942 so Italijani požgali celotno vas, 2 dni kasneje pa je zgorela še cerkev. Partizani so med obiski vedno bolj avtoritarno zahtevali hrano in v Rakitni sta se Skupnost Katoliška akcija in Marijina družba prenehali mesečno srečevati, kar je ponovno pokazalo škodo, ki so jo partizani povzročili slovenskim vrednotam in tradicijam.